Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Ja, odnos do sebe, ključen odnos, pot prebujenja srca. Torej naslov nove oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj pa krasna, izjemna, srčna sogovornica Barbara Jeriha, diplomirana medicinska sestra, ki je kar 41 let delala v sistemu na Zavodu transfuzijske medicine in potem, ko se je približal njen pokoj, začela sodelovati tudi z menoj v okviru Ananda holističnega centra. Tako da, Barbara, draga, dobrodošla. Pozdravljen, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Srčno, najno Ja. sodelovanje, a ne se potem. Tako. Ja. Kako si kaj? Dobro, super. Ja, Dobro. sem kar hvaležna, no. Da mi zaupaš, da si me povabil, ker je res pomembno širiti to, kar počneš in kar pač zaveščaš, informiraš, da se to dotakne večji del Slovenije, no. Ker nam je mar. Hvala. Mene je sicer malo težko se izpostavljati, ampak ja, šla sem iz cone udobja. Tako. Kako je pomembno, ne, da vsakič naredimo nekaj drugače, nekaj novega, kar nismo še nikoli v življenju, ne? In da gremo ven iz cone udobja. To je tisti pravi napredek, a ne? Vedno, odkar sem že tako zaveščena in vsak dan nekaj podobnega naredim, no, kar mi pač doprinaša, ne, tudi drugim. Včasih je treba tudi govoriti, povedati. Tako, povedati, dati glas ven, a ne? Glas, ja. Ja. Torej, mogoče greva najprej to tvoja pot, a ne, od izgorelosti oziroma tudi diagnoz, a ne, različnih si imela, ne, do sokreatorke v okviru Ananda holističnega centra. Nam lahko opišeš to svojo pot transformacije, kako se je to dogajalo, ne, in pot do zdravitve nove srčne moči, ki si jo potem izbrala, ne, ki jo imaš v sebi. No, kako lepo. Ja. Kako lepo si me vprašal. Ja, mogoče bo moja predaja te poti danes obarvana z nekaterimi niansami, kajti ko greš na to pot, a ne, odnosa do sebe, pot v srce, doživljaš take vzpone in padce, a ne, ampak potem, kar se ti potem dogaja, koliko ene milosti, koliko enega miru, ljubezni imaš v sebi, to potem dejansko lahko tudi daješ, je vredno. Tako da ja, tudi moja pot se je začela s kalvarijo, oziroma je bila neko celo življenje ena kalvarija, no. Od 3. leta, no, otroškega obdobja, to sem potem v delu na sebi, v teh podzavestnih vzorcih, nekako odkrila sem takrat zamrla, kot običajno, kar slehernik, a ne, na zemlji. In potem nekako sem živela po nekih programih. Vedno sem živela za druge, to je tista prva razvojna stopnja. Za druge se razdajam, da sem dobila vse tisto Boga, jaz, a ne, ljubezen, slišana nikoli, videna še manj, bodi tiho, vsi ti vzorci, ki so močno pogojeni v slovenskem področju, a ne, tudi pač vzgajana v krščanskem svetu, nekih dogem. Ampak življenje že od mojega otroštva se je odvijalo z enim iskanjem, tudi s prebiranjem in knjig, in modrosti, in svetega pisma, in vede. In jaz sem tam iskala v bistvu Resnico. tako. Skratka, resnica. Tako, ja, ultimativno vprašanje, kdo sem jaz. To se še seveda takrat nisem znala vprašati. No, potem pač, ko si pa že zelo programiran, deluješ tako, kot deluješ, vse izven sebe, odnosa do sebe pravzaprav nimaš, a ne, ker vedno hrepeniš, kaj boš dobil zunaj, ko bom poročena, bom dobila to pa to. Ko bom pridna v šoli, bom dobila ljubezen od staršev. Skratka, eno tako tavanje, strastno sicer, ne, iskala sem sebe tudi na potovanjih, ker tako, ko zdaj poslušam ljudi, ki potujejo, to mi je širilo obzorja, a ne. To se mi zdelo, da je bilo zelo pomembno, da sem šla. Čeprav je bila to neka strategija, spet iskanje, bežanje. No, nakar pač življenje gre naprej, v vsakem življenjskem obdobju pa dobiš izstavljen račun. No, to vse, kar se je dogajalo, po 40. letu slišala nisem, a ne, glasove. Opozorila na telesu. Kaj je bilo v bistvu? Mene je začelo opozarjati telo, se pravi to izgorevanje, hiranje,
izgubljanje tega žara v očeh. To so mi ljudje tudi govorili. Pa ti si včasih bila tudi nam zelo oporo, ne, seveda imam to zadati. Zdaj si pa kar usahlna. Ne. Ja, to, kar sem začutila, životaraš. Ti v bistvu životaraš. No, seveda sem še se, itak, ne, jaz imam to, moram zelo trpeti. Za čisto vse, za obilje na odnosih, na denarja, vse. Vzorci, ne? Tako, Garanje, se pravi, vsi sprogramirani, ne? zato sem šla tudi na to neko službo, kjer sicer globoko v meni je bila že ta želja oziroma po služenju, ampak služenju ne iz te žrtvine energije, ampak dejansko, tako, da prijemo to moč, ki jo zdaj pridobivamo. Ne. Tako da sem potem, tam okrog 50. se mi je pa sesulo življenje. To je to, ne, na istočasno. Izguba dobre službe, ne, hvaležna. Sem bila v javnem sistemu, kjer sem bila podprta, nevarna, ampak izgubila sem pa zdravje, popolnoma odklopi vseh sistemov, ne, ker sem se nekako videla ne kot celota, ampak kot eni sistemi. In takrat sem se začela zavedati, v bistvu, kdo sem, kaj si grem, ne, zakaj imam težave na prebavilih, zakaj se mi odklopila ščitnica in sem začutila avtoimuno, vse proti sebi. Se pravi, delujem sebe si uničevala. Jedla sem sebe, sem pasivno, ne, nekako agresivna. Takrat se mi je začelo to celostno. Potem sem pa vse to, kar sem prebrala, ker to moj je pa zelo močen, analitičen, vse te nevroznanosti, ker me je zanimalo. Kaj pa je še nad? Se pravi, potem prideš do epigenetike, ampak žal od tega jaz nisem živela. Ne? Nisem pač šla po to alopatsko uradno medicino. Sem ti organi, ki odpovedujejo, no takrat sem pa potem ta nek aha moment, ki je pa tako zelo ključen, da ga slišimo. Ko si sam s sabo, vse imamo trenutke, težko je biti sam s sabo v miru, ne, kraj smo, ukvarjamo z drugimi, delamo to, samo da nismo sami s sabo, ker preveč boli, a ne, ker te rane so pa tako, bolečina je tukaj not v nas. Sem pa preprosto ti pride preko knjige, preko verza, ni toliko pomembno, kolikor mi je prišlo preko ene vdaje, neke duhovne gurujke, a ne, ki je začela, pa saj nisi samo to telo. Poglej se, to zavest, ki si. Ampak sem rekla, ja, to je to. Ampak kaj naj naredim? Ja, umiriti je potrebno Ta je... Lahko divjane, če ni obvlada. Budijo, vsak dan staneš v strahu. Vsak dan si slabše zdravstvenega nekake počutja, ne? No, najprej sem si uredila na fizičnem nivoju vse te bolezni, ki so povzročile že pač materializacijo simptomov, a ne. Potem sem si nekako postavila energijsko telo, tle se je pa že začelo odpirati moje celostno gledanje nase. No. Holistični pristop. Tako. Ali pa nekako sem pogledala tudi v svojo biologijo, v celico. To molekularno, nekaj me pač vse povezovanje iz teh knjig, potem sem šla pa jaz to vase in takrat se je začela ta moja na sebi pogled celostno, ne, tako da sem si pomagala najprej na fizičnem, potem seveda na notranjem delu, se pravi, da sem si dala to odstraniti, ne, te pač... Kaj je bila kronovo? Kronovo, sem imela že komplikacije, divertikle, ne, potem so mi odstranili 60 cm tenkega črevesja, spet hvaležna, da nisem, ne, da sem še vedno funkcionalna. Tako da po tistem pa sem našla neko bioresonanco. Tam sem se spet srečala, neka smeri terapeut. Tukaj gremo v vzročnost. Čeprav takrat, ko ti nekaj naredi, par procesov te bioresonance, te malo postav, ti je ful pomembno, malo si boljši in bi pustil. To so pasti. Ja, te pasti. Te pasti na tej poti. Takrat so bile že malo pri meni tako, jaz se malo boljš počutim, pa me je opozoril. Lej, ko boš malo boljši v koži, boš lahko zbežala ali boš šla pa globje. No, skratka, nisem to poslušala, ne. Še vedno sem imela svoje programe.
Na kar se mi je spet zgodil en pravzaprav aha moment v službi, tako, tu vdolj. Tako, to sem že tudi povedala večkrat, ampak zdaj tako za gledalce, ful pomembno. Nekaj obstaja, jaz rabim neko terapijo, se pravi to psihoterapijo, katero nisem našla na tem slovenskem področju, ki bi meni tako rekla, ja, to je zame. Tako da sem takrat našla na internetu tebe, tvojo delavnico, na katero mi je v bistvu prebrala 2 stavka, to je bila že vibracija, energija pač stekla, in sem začela takrat to pot pri tebi. In takrat sem pa dejansko se odločila, da bom to predana z vero, ne bom tekala iz ene delavnice, ne bom duhovni turist. Ja, tako ne, tega je veliko. Ja. Imam tudi neko milost, da pač nisem bila nek duhovni turist, sem bila pa mentalni turist. No, vse podobno, sem pač iskala nekaj boljšega zase. Tukaj sem pa res začutila, no, sploh pa to, da sem prebrala, da si ti transpersonalni, kognitivni, humanistični psihoterapevt. To mi je pa dejansko zaigralo srce. To je pa to. Da res delamo na vseh nivojih. Da nekaj več narediš na svoji zavesti, na vseh nivojih. Takrat se je pa moja ta celostnost do sebe nekako zapolnila. Tako da takrat sem res predano in zvesto in hodila na vse tvoje najine seanse in to je bilo pa res naporno, zelo naporno. Kaj te poglabljati vase. Svojo senco, ampak na koncu svoje. Ja, tako. Pobrskati, ja. Ko pa prideš do globoke, globoke te vzročno-kauzalne svetove, postane pa zelo naporno in je res ključno, in da sem imela tazga terapeuta, da si mi pač zaupal, verjel vame tudi, ker to velikrat je bilo pač zapustiti vse tako to pot. Zakaj pa? Ampak vedno sem začutila, že spet bo šla na životarjenje nazaj. Spet bo tako nekaj, ne bo živela tega popolnega potenciala, ta odnos do sebe, da lahko to, kar imam, da se izklesa končno in da to dam. Tako da ta prebujeno srce Slovenije je ta krajša pot, ampak je edina taka vredna, pomembna. Odlično, bomo nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna srčna gostja Barbara Jeriha, diplomirana medicinska sestra. Pogovarjava se o poti v srce, kaj vse je torej potrebno narediti pri delu na sebi, da dejansko lahko in srce povežemo, da smo v tej, tako kot rečemo, srčno-možganski koherenci. Ja, Barbara, ta holistični pristop, vsi ti programi, delavnice, ozaveščanje, informiranje, vse, kar tudi midva sodelujeva, mogoče kakšna beseda na to temo, kako ti to vidiš, doživljaš, kaj je to sploh, zakaj je to pomembno, kako to doprinaša lahko ljudem. Tako, zdaj bi se pa jaz kar navezala na to moje prvo doživljanje sveta, z teh knjig, ki sem ogromno prebrala, pa potem, da se kar navežem na te tvoje delavnice. To so bili osnovni tetamet seminar, ki mi je bil resnično krona vsega. Potem nadaljevalni, ta sočutna komunikacija, ta je bila tudi ključna, tako ključna. In le šele takrat, ko sem ne prvič, ne drugič, ampak ko sem začela to obiskovati, sem to začela tudi integrirati. Se pravi, v življenje. To je ta poglobljeno delovanje, tudi tukaj v življenju, se pravi odnosi. Odnosi. Tukaj sem se nekako v sistemu, odnosi z avtoritetami, z sodelavci, odnosi so... Vse so odnosi, Vse so odnosi, na koncu nam tudi edino to ostane. Tako da je bilo v teh tvojih podajanjih, ne samo zapisano, je bilo tako široko in večplastno, podano popolnoma nove resnice. Seveda iz vseh teh kvantne fizike, epigenetike, kognitivne nevroznanosti, na tak način, se pravi radosten, igriv način,
kot si ti to znal podajati, ne interaktivno, se je meni popolnoma takrat začel ta deprogramiranje uma. No. To je to, procesno. Proces slačenja stare kože, umiranja starega umiranja, ja. In prebujanja v resnični jaz. Tako. To je bilo res tudi linearnega časa, kar par leta, ne, da sem jaz nekako doživljala svet popolnoma drugače. Čedalje več miru, čedalje več nekega takega zadovoljstva v sebi, a ne. Pravzaprav radostno izpopolnjeno igrivo življenje, kar sem iskala. Iz tiste životarjenja sem prihajala v živost. Ampak seveda to je proces, vse lušten. Postaneš kot en otrok, ne, nekaj vse na novo, si se naučil in si se odučil. Tako da iz teh seminarjev sem jaz dejansko črpala to vedenje, zavedanje in potem integracijo. Meni je bilo vedno ključno, kaj pa jaz od tega imam. Ker se ga zdaj pa dovolj, zdaj pa grem na to pot, ne bo več s figami v žepu. Se odločila. Odločitev. Zdaj bom pa kar bom počela predano. Do sebe in pogum. Z vero, tako. Z vero. In sem se dejansko, prav res sem, vsak dan sem bila bolj ozaveščen na iskalka te moje resnice, kdo sem. Ne? Vsak dan mi je bil lepši dan. Seveda ta osebna duhovna rast. Ni bilo vse luštno. Ali pa da smo tako vsi, ne, tam, kjer smo. Je bilo tudi zelo naporno, težko, temni dnevi duše. Ne, temne noči duše, ki pridejo. Mogoče kakšno izkušnjo nam poveš. Ja. Rečemo, ta temna noč duše se mi je, rečemo, na začetku poti hoje vase v srce s tabo in s tvojimi, s tvojim sočutjem, s tvojim znanjem, s tvojim vsem, kar je ključno, no, bilo zame. Sem preprosto tisto bežanje, ne, sej, meni je bilo luštno, pa sem bila kar malo tisto gor, pa sem čedalje bolj padala dol, ne, tako kot Pater Držan mi je tisto v meni zavibriral, ker dobro sem. Dobro, 3. To iščem balans. Ravnovesje. Vse v ravnovesju, vse nekaj. In sem potem sama sebe, ko sem padla v tisto temno noč duše, v tisto globino, v tisto dejansko bolečino. Ki pa sploh ni bilo možnosti, da zbežim, ker je bila tako močen klic, zdaj se pa sprejmi to bolečino, z joki ven. Jaz sem prejokala po moje, ne vem koliko morja iz svojih globin. Ja, spomniš eno nalogo sem ti dal, ne? Zdaj pa joki. Pol ure na dan. Tako, in ta temna noč duše, ki me je kar dobro, ne, pa kaj rabiš, vse bi še malo, pa vse si zdaj kar fajn, ampak ne, šla sem spet na seanso. Se spet naredila en preboj, ne. To je tisto, da ne odnehaš, tudi ko je težko, ne, ker mnogo ljudi, vemo, ne, pač imamo izkušnje, odnehajo, čim pridejo pač prvi težki trenutki, jaz pa ne bi več, pa lepo odpovejo, ne. Tukaj je pomembno vztrajati, ne, ker tam v zadju ne veš, mogoče za katerim ovinku se skriva darilo. A veš, da res narediš en preboj, ne, koliko je to pomembno. In res moj poklon, spoštovanje, da si vztrajala in da si danes tukaj, kjer si, ne. Ja, se to je tudi, rečemo, gledam iz tega vidika. Tudi tukaj sem jaz, ker sem to pot prehodila. Pa sem rekla, na fizičnem telesu pa sem naredila to, da sem se dobro počutila. Na energijskem, neke manualne terapije, pa spet se dobro počutim. Isto na seansah, se pravi, pač delo na sebi, v teh nezavednih vzorcih, prepričanih konceptih. Sem pa tudi, ne, prideš do tega, da je dovolj. Saj sem nekaj naredila, ne. Luštanje, fino se imam. Pa pride naslednji, ne. Pomembno je potem soočenje, kaj je zdaj pa, kje se pa meni poznata napredje. Seveda, srečam, situacija nosi, delujem še vedno. Ja, če se meni tle nekaj dotakne. Je moje. Ja, to je moje. To je ta prevzemanje odgovornosti za svoje občutke. Tako. To je ta. Ne prevzemanje od drugih, kar smo tudi že govorili. Tako, to je ta odnos do sebe. Ja. Vedno do mene, ljubezen do sebe. Kako naj gradim, ne vem. Zato mi je ta holističen, ta celostni pristop nekako se je zgradil. No? Tudi jaz
tukaj še delam na sebi, itak bom večno. Tudi jaz pravim, jaz bom do konca življenja to počel, to je pač Tako. moja strast, Tako. way of life, ne, način življenja. Tako da zdaj sem res hvaležna tebi, no, da sva nekako našla to svojo pot, da zdaj dejansko zaveščava, informirava ljudi. Da lahko zdaj kaj damo naprej ljudem, ne, mogoče greva zdaj še v to smer, ne. Tako. Kako v bistvu so klici ljudi, eni obupani, eni sistem, vemo, je Tako, prenatrpan, tako. čakalne dobe. Kakšno Tako, zdaj jaz imam pa precej veliko izkušenj, no, kjer delujem že, kakor me je že Dejan lepo srčno napovedal, tako nekako predano delujem. Nisem v službi, ne klasični, ampak dejansko. Zdaj pa z tega srčnega centra. Čedalje bolj, moram reči, delujem. Ne. Tako da imava nekako to delovanje, kar se mi zdi kar kontinuirano, še po noč delava. Ja. Tako, brainstormava kaj, kakšne ideje pridejo si na Ja, tako, ljudje pač imajo to telefonsko iz tega centra, ki se zdaj šele kreira, ne. Zato pač tudi tako nekako nastopamo, da se povezujemo, tudi stroko vsi. Imam resnično obupane klice, no, tako. Ljudje ne vejo kam. Pred samomorom čas kličejo. Pred samomorom. Obupani, tisto, ko se prav v sistemu ne najde, ni slišan. Ima 7 minut zdravnik časa za te ljudi. Zdravnike so pa tudi pregoreli, tisti, ki so v sistemu, so srčni, predani in pa preprosto ne zmorejo. In kaj je pomembno? Da ga slišiš. Da si takrat povežem jaz možgansko srčno, koherenco, dejansko in dam samo to. Sočutje. Samo sočutje. Najvišja oblika ljubezni. Kako je to nekaj, prav zjokala, bi se zdaj... To je to, ne. To je tisto, ko dejansko daš tisto sočutje, ne pomiljuješ, ampak samo daš in ljudje so nepopisno hvaležni. Seveda najdeva pa tudi, vedno se nekako, tako sva povezana, skonzultirava, vedno najdemo za nekoga pomoč, a je res. Ja, nekako najdemo nek pristop, ki je zanga, ne. Tako jaz... Bo rabo pogovor sočutne, bo rabo hrano, dihanje, tako, nekdo pa, ja, terapijo, tako. Kombinacijo, ne. Jaz kateremu začutam, ko so bile že tako obupane prav situacije, no, z osebo, ki ni zmogla pravzaprav več tistega dneva preživeti. In sem jo tudi v soboto podprla, pa samo klica, ne. To zdaj nimam jaz v pisu deli nalog, ker vedno sem delovala. Klasično matrično, ne. Ne, sem vedno delovala tudi, kjerkoli sem bila. Ampak seveda to je zdaj, imam zadat, takrat, če nisem zmogla. In preprosto sem jo povabila na tvojo delavnico. In je slišala. In je potem spala, ne. Spala. Ni mogla spati ful dolgo, ne. In po delavnici smo delali te meditacije, transformacije. Te delavnice so tudi zelo transformativne. Zelo močne. Zdaj sploh, ko se ti svetovi, te energije so zdaj zelo blizu, se hipno meditacija, zdaj je res noro, no. Zdaj je res roller coaster tako v tem dogajanju. Tako da povabimo jih, ali jih jaz tudi, ne vem, suportiram. Karkoli je tudi usmeritev kar pač z Dejanom, ko sva pač v tem timu, zdravnik, medicinska sestra, no, še tako, da lahko strokovno pomagava. Če oni povedo, ki pa ne vejo, kam bi se usmerili, seveda se posvetujem s tabo, da mi ti potem, ker si pač v sistemu, pa si uraden zdravnik, poveš, kaj bi bilo najboljše za to osebo, ne? Se pravi, vedno pa tako. Zato vedno gledava v celostno podporo, Zdaj tudi delaš na tem, da boš podpiral tudi neke vodilne kadre, ker so nekako vsi nujno. Ljudje, ki vodijo tako neke celostne pristope, zdaj se to vse kreira. Tako da tisto, kar je bila moja pot, pravzaprav celostnost, se mi zdaj nekako sestavlja. Pač iz sebe gledam, da dejansko, ker naše telo je v stalnem gibanju, energija. In se tudi spreminja. Ne moreš, zdaj sem pa nekaj naredil zase, zdaj pa dosti. Vedno ste neki telo izda,
vedno se soočiš z bolečino. Tako. Te travme, ker so, pač so še povsod, nekako sprejemati te bolečine. Tako da meni je to ključno, da se tudi ti sam zaveš, da si več kot to telo. Da si ta neskončna zavest. Na kratkem postanku. Trenutkov. Tako da, ja, pa da povezuješ znanost pa duhovnost. Tako, da se ta balans dela. V svetu, lahko rečemo. Bomo nadaljevali po kratkem predahu. Ja, vse je samo trenutek, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasno gostjo Barbaro Jeriha, diplomirano medicinsko sestro. Ja, Barbara, odnosi, komunikacija, izražanje sebe. Tukaj si imela ti tudi precej izzivov, tudi diagnoze, ščitnica, kaj vemo, avtoimuno obolenje. Mogoče nam poveš še kaj o tej izkušnji, kako si postopno začela delovati na tem področju, kaj se je potem dogajalo na poti in zakaj je to toliko pomembno, da imamo to postavljeno. Tako, seveda izhajam iz te moje grlene čakre ali pa ščitnice, kjer sem imela te zatrtosti, neizražanja. To mi je zdaj tako, da mi je bilo meni vedno zelo težko nastopiti, se postaviti zase in tudi izražati. Tako da sem s tabo, v tem delovanju, si me tudi v kakšnih brezplačnih meditacijah, ki jih tudi imaš, nekako izpostavil, da sem se tudi jaz pojavila pred zaslone, kjer sem prebijala te knedle v grlu, pa ti, koliko nisi ti dobra, koliko nisi, nič ne znaš. Kaj govoriš? Kaj govoriš? Tiho, kaj boš pa ti? Tiho bodi, da boš govorila. Sto tiho, skozi poklopljena, tiho bodi. Tako da dejansko sem čez te, vse, kar sem počela na sebi, spet izhajam iz zdravljenja ščitnice z terapijo, potem sem šla na psihoterapijo, sva delala tudi na teh prepričanjih, vzorci, zakaj imam te avtoimune bolezni, in se je preprosto ščitnica sama od sebe pozdravila. Kot še druga avtoimuna bolezen, to je Crohnova, je isto. Se pravi, greš zdravniku uradne medicine, pač na pregled in reče, vi ste zdrava. To je ta, tista misel. Ali pa afirmacija, zdrava si, zdrava si. Tako da preprosto te bolezni, ti simptomi so izveneli, seveda z mojim to nekako, da izstopam iz cone udobja in se pravi soočam. In grem v odnose, ne bežim. Zato je zelo ključno bilo tudi pri meni ta neka delavnica, ki sem jo tudi večkrat obiskovala, ker mi je bilo to pomembno, da to poglabljam, integriram. To je bila ta sočutna komunikacija, ki je bila na tem slovenskem področju pravzaprav ena čista neznanka. So ljudje, ki sicer to širijo v Sloveniji, sem pa seveda je pomembno, da se ozaveščamo, da informiramo, tudi pač vse vas, ki boste to poslušali, je ključna, je strukturirana po dr. Rosenbergu. Tam sem prvič se srečala s potrebami. Kaj so potrebe? To sem pa v bistvu mislila. To loča tudi strategij, ki imamo nekaj. Jaz imam potrebe, tako. Aktivnosti. Tako. In jaz se utapljam, pomembno mi je, da vem, kaj so potrebe. Sicer sem jih slišala bežno v gimnaziji, ko smo pač pri predmetu psihologije, ampak to je bilo zelo na hitrico, sem šla potem sama raziskovati, ampak to je pa ostalo tudi tam. Potrebe so to, potem se pa srečaš v teh NVC, teh procesih, potrebe, Jaz vse, kar počnem, zadovoljujem te svoje potrebe. Katere so tvoje potrebe? Moje so po miru, ljubezni, svobodi. In potem ta slišanost. Zato vsaknem ta izražanje preko zvoka sebe. To imam res izzive. Si imela, zdaj si že super. Zdaj sem že boljša. Pač malo se me iniciraš in slišam to. Vedno znova. Vedno znova. Vedno znova zrasteš, napreduješ. Tako. In to je lepo.
Ne? Tako, in to je to, in ti odnosi. Dajmo te odnose, ker tle so vedno lahko izzivi komunikacije, se ne slišimo, se ne razumemo, ne preverimo razumevanja, ne? Kako mogoče ti se soočaš s temi izzivi, kako tukaj Še vedno. pride. Ker je v življenju tako nekako, živim, takrat, ko se ne slišim, se že toliko v kratkem času zavem, da nisem v stiku. Takrat sem gor. Po svojem umu. Se pravi, ker imaš veliko delovanja, kognitivnih procesov, ki pa se tudi, moram to poudariti, v vsem tem delu na sebi se ti kognitivni procesi izredno izboljšajo, se pravi, to je ta nevroplastičnost možganov. Nove sinapse, nove povezave se delajo v možganih. Tako, takrat sem bila pogojena moja usoda, ki sem bila tista usoda, ki bo kar umrla. Tako žrtev. Si šla iz žrtve v sokreatorja. V sokreacijo, to je bilo ključno. In zdaj, ko delujem, včasih je potrebno te korake kognicije, pa si hitro greš v glavo in imaš pa sogovornika, peleš odnosa. Se pa hitro ne slišiš. Preprosto se zelo... Zgubljaš stik s seboj, ne? Takrat zgubljam stik. Ne slišim. Ker imaš svoje vzorce, svoje programe, ki se tečejo in sploh ne slišiš sogovornika lahko včasih. Tako da te veščine in to, kar sem pač dosegla tukaj in zdaj, v tem stanju zavedanja, je to, da poskušam poslušati in slišati. In tudi, če doživim neko opozorilo, da me tam nekaj še odzunaj tako malce zadane, je to moje. Je to, ali se vprašam, ta samorefleksija, kaj pa tukaj ti imaš? Se pogovorim sama s sabo, kar priznaj si, imaš pa še ti neko ranico. Zdaj so še take, niso več tiste globoke rane in tiste, zdaj so take neke nijansice, se pravi mama, oče, to imaš vedno nekaj najdeš. Plastine. Ko je mama rekla, ne vem, brez veze, nekaj rekla, ti pa se premalo paziš, pa se ti nekaj vklop in že imaš eno ogledalo tamle, to je ta odnos, ki se soočaš, prevzameš, se pravi, tisto, kar imaš ti za prevzeti, in hkrati je pa tudi iz teh veščin, iz teh pač sočutne komunikacije postaviš zdrave meje. Ker vedno pa ne boš se pustil teptati. Če te energijske puščice znajo leteti, se zaščitite energije. To začutiš, postaviš zdravo mejo. Zdravo mejo, da s tem izraziš sebe, postaviš mejo in ljubezen do sebe. Tako, do sebe. In to je ta odnos do sebe. Do sebe. Tudi v odnosu s tabo, z vsemi, z živalmi odnos, ne vem, z naravo je zelo pomembno, da se postaviš, od narave dobiš tisto, kar ti ima zadati, z ljudmi pa tudi dobiš konec koncev darove. Tam, v kateri situaciji tebi ni luštno, lepo, je zate največji napredek in lekcija. In največje darilo se skriva tam, kjer je največja bolečina ponavadi. Absolutno. In zato je pomembno tudi neke delavnice obiskati, ker to so popolnoma nova znanja, ali pa mogoče še nisi slišal, ali pa si prebral, pa si zgolj prebral. Ampak, ko pa greš v teme, jaz sem nepopisno hvaležna te potrebe, ko sem v teh delavnicah, da sem začela občutke, pravzaprav pa v terapijah. Sploh zaveste, da imaš občutek. Da prepoznaš te občutke in potem greš v stik s potrebo, ki je v zadju. In vemo, če nimamo stik s potrebo, imamo nizko vibracijske čustva. Takrat imamo nizko, jeza, strah. Zamera, bolečina, nemoč, žalost. Ko pa imamo stik s potrebo, smo pa radostni, igrivi, veseli. Tako, in to v visoki energiji. Tako, in jaz rečem, jaz sem tukaj, da ko pridem v to situacijo, hitro lahko naredim to, dvignem vibracijo, rečem, kaj pa to, se spustim vase, pa spet sem radostna, igriva. Potem ti začutiš ta smeh, ko se lahko iz srca nasmeješ, ko se lahko iz srca poveš. In zdaj bom še, imam tako občutek, pela iz srca, tako da bom tudi obujala tudi na tem nivoju, zvok. Jaz smo imeli Natašo kot prvo gostjo nove sezone, ki je že prijavljena v šoli petja. Tako da vse življenjski učenci.
Tako je. In tako da zdaj nekako mi dva sodelujeva v enem lepi sokreaciji, no, ker nama je zelo mar, da pomagava vsem, ki boste slišali. Tako. Tako da številko imamo, Tako, jaz ta sem pripravljena. nova pot, ne? Novo življenje v bistvu na neki ravni se lahko skreira, ne samo, če človek izbere, torej zbere ta pogum, da gre lahko naprej. A ne? Tako. To je tisto ključno, torej, da se odločiš zase in prevzameš to odgovornost. Preprosto se odločiš. Tako. In To potem je že se vse dosti. spremeni, a ne? Tako. Tako se je pri tebi. Tako. Saj ni nujno, da je vse iz neke bolezni pa krize, lahko Ja. tudi iz navdiha napreduješ. Tako, Je tudi lepo, ne? z radosti. Tako. Če zdaj poslušate, a ne, te prebujena srca, mogoče kakšen aha moment, a ne. Tudi če ste zelo radostni in zadovoljni, ampak nekaj manjka, pejte na to pot, je vredno, a ne. Saj ni vse tako črno in Torej, možnost je vedno, samo da se človek res odloči, da izbere in da v bistvu naredi res tiste prve korake, ki so potrebni, in da potem vztraja na poti. tako, tako. Ne odnehati. Ne odnehati, ne. Tudi če nekoga Najlažje. zamika, da pokliče, saj tudi sam pogovor šteje, a ne. Da se slišiš, da nekako pikco narediš, daš eno, tako nekako jaz delujem, eno usmeritev, a ne. Da daš, vse greš lahko v gozd, pejte bosi po gozdu, Ja. pohodite, a ne. To so tudi taki nasveti, ki so taki zelo taki stari, ki so že zdavnaj predniki uporabi. Stara znanja, ne, ki Stara. se zdaj povezujejo s temi Tako. novimi, najnovejšimi znanstvenimi odkritji. In je to zdaj lepo, res živimo v zanimivem času. Kako ti Zelo. doživljaš še mogoče za konec ta čas? Ja, ta čas je pa tako nekako vibracijsko, se mi nekako paralelni svetovi kreirajo in se že pač zgodijo, že živijo. Intenzitete, Tako. ne, ki se dogajajo. Tako. In, ne vem, se pravi zelo paziti na misli, ker takoj, kaj pomisliš, jaz bi bila pa v neki skupnosti sobivanja, ne, ta hrana pomembna, pa da ne plačaš denarja, ampak da se menjaš. Tako. Jaz imam to zadati, on ima to, ali pa ti. Tako da in preprosto dobiš klic, dobiš osebo in prideš potem v to popolnoma drugo energijo. Ni potrebno televizije pa nekih informacij, ki povzročajo nek same strahove. Greš lahko to visoko vibracijo. To mi je ključno in to izbereš. In izbereš ljudi, ki te navdihujejo pravzaprav. Pa tiste tudi ne, ki tudi ne zmorejo, jih pa ti navdihneš. A ne? Ker imaš ti, ker si ti v svoji moči, te energije, je preprosto vse mogoče. A ne? Tako da to vidim, ta svet. In je lepo, vsak dan narediš, vstaneš eno namero, kaj pa danes. S hvaležnostjo, ne? Igrivostjo, radostjo. To meni je bilo zmer tuje. Trpeti moraš biti skozi Ja, to smo bili. to, ampak da si radosten in deluješ, je pa meni to. No. Delovanje je ključno in usklajenost misli, besed in dejanj. Zdaj gremo v to. Točno vem, kdaj nimam misli usklajene, kaj delam, kakšno imam misel, kaj govorim. Tako. A ne. Tako da to je meni radost, igrivo, smeh. Ta smeh, To je ta pot, ne? Prebojenja srca. prebujenje srca. Tako. Ni potrebno, ne vem, kakšnih korenitih znanj več, ampak samo to, kar vsi vemo, vse smo že prebrali Deluješ, v in bistvu tako deluješ. počutiš, ne? Tako. Odlično, Barbara, hvala res za obisk v našem Hvala tebi. novem studiu na Ljubljana TV. Hvala za vse, kar si, kar mi tudi meni pomagaš, a ne predajaš skupaj z menoj ljudem, in zaupam, da bova še veliko lepega soustvarila. Zaupam, hvala tebi Hvala. in vsem poslušalcem in gledalcem. Tako. Hvala tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Uživajte življenje, radostite se, bodite v srcu in se vidimo prihodnjič.